Vrhunski šport je že dolgo tudi odlična poslovna priložnost, še posebej v povezavi s Planico, ki je v skakalnem športu svetovno uveljavljeno prizorišče. Z novim nordijskim centrom se odpirajo številne dodatne možnosti. Ali lahko v prihodnje postane tudi pomembno poslovno stičišče, je bila osrednja tema pogovora Planica povezuje, ki sta ga družno pripravila evropska poslanca Franc Bogovič iz Slovenske ljudske stranke in Igor Šoltes iz skupine Zelenih. Zakaj ne bi narava, turizem, lokalna skupnost in šport delovali na isti frekvenci, je bilo eno ključnih vprašanj omizja. To je tudi ključno za ustvarjanje dodane vrednosti novih delovnih mest. In z novim nordijskim centrom na obrobju Triglavskega narodnega parka ima Planica vse možnosti, da že ustvarjeni priznani športni blagovni znamki doda še nov poslovni model. Mislim, da brez tega tudi ne bo šlo, ker brez tega pristopa tudi podjetniškemu, ki lahko z roko v roki sodeluje z seveda tudi turizmom, z nacionalnim parkom in pa se z lokalno skupnostjo in gospodarstvom. Vse to lahko pripomore k temu, da postane to tudi izjemna priložnost, ne samo za ta kraj, za to dolino, ampak za mnoge, ki želijo sodelovati v tem razvoju blagovne znamke, ki lahko pomeni pomemben doprinos tudi k dviganju narodnega, če rečem GDP-ja, se pravi narodnega dohodka. In seveda včasih je malo z začudenjem gledati, kako obstajajo stvari, kako obstajajo ideje, vendar niso povezane. In ravno zato se mi zdi pomembno reči, da Planica je taka priložnost, tak center, ki ni obremenjen z drugim kot svojo lepoto in svojimi priložnostmi, zakaj ne bi bil torej simbol združevanja. Če smo tudi s pomočjo evropskih sredstev dobili nordijski center Planica, je pomembno, da ta živi skozi vse leto. Zato pa je potrebno povezovanje vseh akterjev, so se strinjali udeleženci posveta. Da bi ta blagovna znamka omogočila tudi delovanje, razvoj, prisotnost tudi skozi celo leto. Ker mislim, da smisel te doline in tega, kar se je zgodilo z nordijskim centrom, je ravno ta prisotnost, ki mora zagotavljati celoletni, ne samo turizem, ampak celoletno prepletanje po eni strani gospodarstva, turizma, lokalne skupnosti in pa med čezmejnega sodelovanja. A v Sloveniji pri uresničevanju teh ciljev pogosto oviro predstavlja slovenska zakonodaja, je še dodal Šoltes. Evropska unija spodbuja predvsem športni turizem, kolesarstvo, pohodne poti v zavarovanih območjih in ruralni turizem. V letu 2015 je bilo za sofinanciranje turizma namenjenih 9 milijonov evrov. Sicer pa za slovenske Alpe veliko priložnost predstavlja nova strategija Evropske unije za alpske makroregije, ki je bila v začetku leta lansirana prav v Sloveniji. Smo edina država članica Evropske unije, ki sodeluje kar v 3 od 4 makroregionalnih strategij. V podonavski, jadransko-jonski in pa v alpski, poleg teh 3 imamo samo še baltsko. Alpska je najmlajša, bila je potrjena na svetu konec lanskega leta in Sloveniji kot prvi je bila zaupana čast, da predseduje v letu 2016. V okviru alpske makroregionalne strategije ravnokar določamo in se pogovarjamo, kdo bodo tisti, ki bodo vodili posamezna vsebinska področja. Govorimo o 9 vsebinskih področjih. Enega od teh je prevzela koordinacijo tudi Slovenija, in sicer na področju ekološkega povezovanja. Po prepričanju Bogoviča je treba še bolj natančno določiti gorska območja, vzpostaviti posebni evropski sklad za gorska območja v finančni perspektivi po letu 2020 in še intenzivneje usklajevati politike v gorskih področjih. V Evropskem parlamentu zelo veliko zavedanje pomembnosti varovanja okolja. Gorska območja so vir pitne vode, alpski svet je praktično vir pitne vode za nekaj več kot 100 milijonov ljudi in veliko govorimo o prihajajočih klimatskih spremembah, ki se odražajo tudi in vplivajo na ta gorska območja, tako da je po eni strani velika zaskrbljenost in tudi iskanje rešitev na te izzive, po drugi strani pa se preko tako kmetijskega denarja, ki je v okviru programa Evropske skupne kmetijske politike, kakor tudi znotraj kohezijske politike, cela vrsta priložnosti tudi za koriščenje evropskih sredstev v ta namen.
Najlepši primer v praksi pri nas pa je prav nordijski center Planica, ki je zgrajen predvsem z evropskimi sredstvi. In če mi vemo, kaj hočemo, če imamo takšno operativno ekipo, kot je danes predstavil Jelko Gros tu v Planici, potem se zgodijo tudi velike stvari. Mi smo sami odvisni za svoj razvoj in prav, da se tega zavedamo in hkrati tudi z malo več samozavesti in vere vase to tudi udejanjimo. Sicer pa Planice, kot jo imamo danes, ne bi bilo, če ne bi imeli evropskih sredstev, je potrdil direktor Planiškega zavoda za šport Jelko Gros in dodal, da je Planica tudi kraj dobrega počutja, saj samo športom ne more preživeti. Pa lahko v prihodnje dolina skakalnic postane tudi dober poslovni model. Mi imamo se pravi dva športa, ki jih tukaj gojimo, se pravi smučarski tek, smučarske skoke. Poleg tega smo mogli v tem centru, zato ker naloga naša je, da sami preživimo brez javnih sredstev, je pa, da s turističnimi produkti tukaj ustvarimo še preostanek prihodkov. To se pravi, mi moramo po domače povedati tam blizu 400 000 prihodkov dobičev turizma. Šport sodi med eno najbolj razvitih gospodarskih oblik, ampak to ne zaradi tega, ker je Michael Jordan tokrat vrgel na koš, pa je tako dobro pogodbo dobil, ampak zato, ker je Nike prodal toliko copat z imenom Michael Jordan in tako se tudi v Sloveniji nove priložnosti odvijajo, da recimo novo blagovno znamko razvijamo na temo Planica tudi v tej smeri. Planica je blagovna znamka, ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v Sloveniji in vemo, koliko kakšne multinacionalke vlagajo v gradnjo blagovne znamke. Blagovna znamka Planica se je gradila 80 let, takrat se je začel skakalni šport tu pod Poncami in danes mislim, da prav blešči v polnem sijaju in je pravi integrator za vse, ki se lahko zberemo v Planici in tu širimo to pozitivno energijo in verjamem, da bo Planica zelo pozitivno vplivala na razvoj celotne Slovenije, ne samo tu v Tamarju. Nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih Franci Petek je poudaril vlogo, ki jo ima Slovenija že od nekdaj pri razvoju skakalnega športa po vsem svetu. Slovenci smo skozi celotno zgodovino tega športa narekovali tempo njegovega razvoja. Eno ključnih vlog pri tem je imel Janez Gorišek, konstruktor planiške velikanke in oče smučarskih poletov. Od lani pa tudi častni občan občine Šentjernej, saj njegove korenine izvirajo iz Dolenje Stare vasi. V Planici se je tako prvič skočilo prek 100 in prvič letelo prek 200 metrov. In pomembno je, da kulturo smučarskih skokov gojimo tudi naprej, saj lahko predstavlja glavni simbol Slovenije v svetu, dodaja Petek. Pa se poleg skakalcev tega dejstva pri nas dovolj zaveda tudi širša javna sfera. Jaz mislim, da zmeraj bolj. Da niti ni treba preveč prepričevati ali pa ne vem, kakšnih velikih debat okrog tega. Jaz mislim, da je to dejstvo in na nas je, da v bistvu nekako gradimo in vzdržujemo to kulturo Planice, da znamo razložiti oziroma obesediti vsa sporočila, ki jih prinese Planica, ne samo enkraten dogodek na leto, ampak tukaj je veliko sporočil, ki nekako opisuje lastnosti nas Slovencev. Zavezani smo k varovanju naravne in kulturne dediščine, hkrati pa moramo mladim omogočiti prihodnost v gorskih območjih. Danes smo tu zato, da prikažemo, da je s sodelovanjem in voljo to možno, pa je Bogovič odprl drugi del posveta, v katerem so bili podani praktični primeri dobrih praks užitja narave, kulturne dediščine, turistične ponudbe in trajnostnega razvoja. Martin Šolar, direktor WWF Adria in nekdanji direktor Triglavskega narodnega parka, je predstavil primer modela razvoja blagovne znamke Triglavski narodni park. Park letno obišče med 2 in 2,5 milijona obiskovalcev in prav turizem v parkih danes predstavlja priložnost za razvoj, je poudaril Šolar.
Mi moramo vedeti, da v Julijske Alpe ljudje kot turisti hodijo že 100 in več let, pa takrat ni bilo parka, kjer imamo Bohinjsko jezero, dolino Soče, Planico, Vršič, Triglav. Ljudje prihajajo. Zdaj seveda že 35 let, ko obiskujejo te točke, prihajajo v Triglavski narodni park, takrat je bil ustanovljen in na nam je, da to izkoristimo. Ljudje so tukaj, dajmo jim pokazati nekaj zanimivega, hkrati jih pa tudi dajmo naučiti, da bodo njihove motnje ali pa da bo njihov obisk imel kar najmanj posledic. Pozitivne izkušnje in dobre prakse pri sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in turistično ponudbo celotnega območja, ki sodi v Naturo 2000, pa imajo v Kozjanskem parku. Gre za enega najstarejših zavarovanih območij v naši državi, kjer imajo razvite številne dobre prakse, med katerima sta najbolj uveljavljena praznik kozjanskega jabolka in blagovna znamka Sožitje Kozjanski park. Kozjansko je taka mehka pokrajina in ljudje so zelo odprti in gostoljubni ljudje. Mi smo veseli obiska. Zdaj, moram reči, da se nam obisk v zadnjih letih povečuje. Upam si celo reči, da Kozjansko postaja in, kot se temu reče. Skratka, skozi obiskovalce, če jih pravilno opremimo z informacijami, če jim razložimo, kaj so prednosti enega takega zavarovanega območja, kje lahko te prednosti zaužijejo in kje jih lahko užijejo, verjamete mi, da se z veseljem vračajo nazaj. O primeru odlične promocije Slovenije na lanskem sejmu Expo v Milanu pa je govorila generalna komisarka Jerneja Lampret. Se pravi, pol leta dogajanja, 184 dni natančno, 300 dogodkov na slovenskem paviljonu, 1,6 dogodka, če malo statistično pogledamo na dan, potem več kot 1000 podjetij, od tega 600 takih, ki v Milano pravzaprav nikoli ni prišlo, ampak so sodelovali v elektronski platformi, ki je bila tudi na voljo v okviru Expa Milana, potem 1 75 000 obiskovalcev, ki je vstopilo v slovenski paviljon. Slovenija je majhna, zato je treba privabiti tujce. Projekt Expo je bil primer, kako lahko s povezovanjem pridemo do dobrih rezultatov. Saj je pomembno, da imamo pred očmi vedno skupen cilj, je še izpostavila naša sogovornica. Da je povezovanje ključno, je poudarila tudi direktorica mlekarne Planika Anka Lipušček-Miklavič in zbranim predstavila model vzpostavitve mlečne verige v Posočju in Slovenskih Alpah ter proces uveljavitve blagovne znamke Tolminc. Prav tovrstna srečanja, kot je bil pogovor na temo Planica združuje v Tamarju, so priložnost za oblikovanje zamisli in krepitev prizadevanj za čim bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev. Sta zadovoljno ugotavljali organizatorja dogodka, evropska poslanca Igor Šoltes in Franc Bogovič. Omizje so zaključili s pobudo v Nordijskemu centru Planica, da postane središče povezovanja ljudi, narave, športa, turizma in kulture z lokalno skupnostjo, čezmejnimi regijami in lokalnimi ponudniki tradicionalnih izdelkov.